Slovenska Bistrica ima torej dve svetovni kolajni. Na kegljaškem svetovnem prvenstvu v kadetski konkurenci, ki je bilo v Kranju, je Bistričanka Špela Kunčič osvojila srebrno z ekipo in posamezno bronasto kolajno. Čutki so res fenomenalni, res sem ful vesela, da smo dosegli to, kar smo dosegli. Če se ozremo torej na posamično kolajno, torej je bronastega sijaja, kakšna je bila pot do nje? Ja, pot je bila tudi kar naporna, smo imeli sicer malo težav s to korono, ko vlaza, nismo mogli tako v redu trenirati, kot bi sicer lahko, ampak drugače smo se pa res vsi trudili, tudi trenerji pa vse in ja, nam je na koncu uspelo, da smo nekaj dosegli. Prvo pa je bila tista kolajna, torej z ekipo srebrna kolajna, torej svetovne podprvakinje v tej kadetski konkurenci. Kako je ekipa takrat funkcionirala, kako si ti podirala keglje? Ja, pač funkcionirala je v redu, smo se tudi super razumeli, smo vsi navijali drug za drugega, tam na tribunah smo tudi bili živčni drug za drugega, tako da bilo v redu. Kaj ti je torej tole kadetsko svetovno prvenstvo pokazalo, torej kot posameznici, ki si nastopila na njem? Ja, pokazalo me je, da se ta trud izplača, ki smo ga vložili noter in da se je res vredno potruditi za kaj takega. In kdo so tisti trenerji, ker vedno so trenerji tisti, ki stojijo tudi za rezultatom posameznika, verjetno je prav, da omenimo tudi trenerje na tvoji trenerski poti do tega velikega uspeha? Ja, to je bil zdaj moj oče, Silvo Kunčič, pa tudi Bojan Pihler, tako da najbolj sta bila ta dva, predtem pa še Lado Gobec, ki pa je žal zdaj že pokojen. Poglej, tukaj treniraš v Slovenski Bistrici, zdaj prej si bila tudi v Celju. Kakšno se ti zdi tole vzdušje v sami ekipi v Slovenski Bistrici, v kegljaškem klubu Impol in kako pravzaprav se ti počutiš v njem? Pač počutim se res v redu, tudi delujemo kot ekipa in se razumemo med sabo, pa se tudi podpiramo, tako da se mi zdi, da je to nekako najbolj važno, da drug drugega podpiramo. Po tem kadetskem svetovnem prvenstvu pa sledi v Kamniku, torej za vas dekleta tudi svetovno mladinsko prvenstvo, tudi tam bo zraven. Kakšne so torej pričakovanja? Ja, pričakovanja so tudi kar visoka, upam, da še mi tam uspe kaj osvojiti, tako da se res že veselim, da pridem še tja. In kaj za mesto Slovenska Bistrica po tvojem pomenita tile dve kolajni, v prvi vrsti pa za kegljaški šport v Slovenski Bistrici? Se mi zdi, da pomeni kar veliko, da malo še kegljanje razširite še komu drugemu, da ve za njega, ker se mi zdi, da kot šport ni tako še toliko razširjen in upam, da bo to tudi malo pomagalo pri razširjenju. Velik uspeh Špele na kadetskem svetovnem prvenstvu. Kakšno je torej kot predsednikovo mnenje, predsednikov pogled na te dve kolajni? Ja, mislim, da je lepo je bil predsednik tega kluba, ki ima v njem tudi se pravi svetovne sile, tako da bi rekel, da smo kar nekje ponosni in mislim, da se le vidi, da smo delali prav, da smo bili na pravi poti. Dejstvo je, da klub že res kar praznuje 43 let in v tem mislim, da to je najlepši uspeh, največji uspeh. Ekipo ste dokaj pomladili, torej če se ozremo tudi malo na člansko, potem pa letos štartate v prvenstvo in kakšne so po tvojih besedah, torej predsednika, ambicije? Organizacijsko se je klub kar nekaj spremenil, mislim, da smo zdaj kar dobro organizirani, imamo dobrega trenerja, dobre ekipe in jaz mislim, da lahko tako že zadnje leta nekje tudi kar računamo kar v slovenski, na slovenskem nivoju, kar bi rekel, kar med prve 3 ekipe, tako da bi rekel, da se dela kvalitetno. Evropski pokal bo? Evropski pokal bo v Nemčiji, se pravi tudi to nekje pričakujemo, to bo ena dobra izkušnja za Impol, se pravi tudi prvič gre tako ven, tako da bo tudi ena dobra, lepa izkušnja iz tega. Kvaliteta pa tudi je. Špeli kolajni pa klubu, kaj boste navrgli? Špeli kolajni, jaz mislim, da je to samo ena dobra smernica za celi klub, tudi za mlade, tudi za ostale, se pravi, da se lahko klub širi, da je kvaliteta raste in da delamo na pravi poti. Na nedavno končanem svetovnem kadetskem prvenstvu so svojo uspešno zgodbo pisali tudi fantje. Osvojili so skupaj 5 kolajn. 3 od teh je osvojil tudi kar Primož Castaneto, ki je tudi z mano. Torej Primož, čestitke, 3 kolajne okoli tvojega vratu. Kakšna je bila pot do njih? Ja, najprej hvala vam. Pot do njih je bila kar težka. Jaz sem si 10 let že nekako utiral to pot preko vzponov, padcev in poškodb in sem na koncu prišel do sem na prvo svoje svetovno prvenstvo in sem nekako dokazal, da spadam kar v ta slovenski vrh kegljanja, tudi v mladinski konkurenci.
Poglejmo še na tale ekipni del, torej vidim zlato kolajno, tisto je bila prva kolajna na tem kadetskem svetovnem prvenstvu. Kako si jo podoživljal? Ja, jaz sem bil prvi v vrsti, prvi sem šel na stezo in sem nekako rekel, da moram sam nekaj narediti, da bojo potem fantje imeli lažjo pot. To se je tudi zgodilo. Sicer je bilo vmes malo dvoma, glede na to, da so bile druge ekipe tudi kar močne, je bilo malo dvoma, ampak na koncu se je že videlo, da smo gladko prvi in tako je bilo, smo potem lepo stali na stopničkah in skakali kot Slovenci. Potem pa tudi seveda si bil vesel kolajne v kombinaciji, torej naslova. Ja, tako je. Prišel sem na tekmo, v bistvu nisem pričakoval kaj, zaradi tega, ker sem si nekako rekel, da smo že zlato osvojili, da smo nekako dosegli vse, kar smo si nekako zadali. In sem rekel, da je to le češnja na vrhu torte. Šel sem nekako brez stresa, brez vseh teh, brez nahrbtnika in na koncu je nekako se vse poklopilo, mi je uspelo, priti sem pač naredil, kar sem naredil. Je res, da je pač zraven mene odigral isto, ampak še vedno sem pa jaz nekako prišel na koncu na vrh, kar sem rekel, da bom in sem to tudi naredil. Tudi srebrna kolajna ima ogromno težo. Ja, tako je. Ta srebrna kolajna sicer ima malo grenkega priokusa, glede na to, da je rezultat bil isti pri obeh, in pri prvem in pri meni pri drugem mestu. In je bilo v bistvu le malo razlike, ki bi lahko našel kakšen kegel več, da bi bil dejansko prvi v obeh kategorijah. Ampak če bi gledali na slabo stran pri vsaki kolajni, potem ne bi bili zadovoljni z ničimer. In meni je čisto dovolj to, kar sem dosegel, in mi je dejansko veliko pomeni to, da sem drugi in prav tako, da sem prvi. Tako da zase sem jaz naredil vse. Dokazal sem, da sem pravi kegljač, dokazal sem, da spadam v to konkurenco in da spadam tudi v mladinsko reprezentanco.